Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Če ptički čivkajo, da imamo Slovenci denar najraje v nogavicah. Ko nam zmanjka nogavic, pa v bankah, kjer trenutno hranimo več kot 26 milijard evrov. In kaj delamo s tem denarjem? Ne prav veliko. Predvsem pa naš denar ne dela za nas. Kaj in koliko bi naš denar lahko naredil za nas, že leto in pol odkriva vlagatelj Max. In kdo je to? Pojasnil nam je Blaž B., član ekipe projekta Vlagatelj Max. Max je namišljeni lik, ki mu je časnik Finance v upravljanje zaupal pravi denar. Max upravlja analize, prodaja in kupuje delnice ter večkrat tedensko se postavi v vlogo vlagatelja in javno deli svoje razmišljanja. Na resničnem portfelju želi pokazati, kako dolgoročno investiranje in moč obrestnega računa prineseta donose. Max svoje odločitve vedno utemelji na podlagi analiz delnic, pri katerih se še posebej potrudi, da jih predstavi na kar se da ljudski način. Na nek način je tako posredni cilj projekta, da Slovenci po zaslugi Maxa postanemo bogatejši. Vlagatelj Max vas vabi na naložbeno konferenco, ki bo v sredo 27. novembra ob 17. uri v mali dvorani Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Prijavite se na spletni strani finance.si ali prek e-pošte vlagatelj.max@finance.si. Osrednja tema naložbene konference bo dilema, pred katero se znajdejo številni vlagatelji. Tokrat se bomo ukvarjali z vprašanjem, ki je za Slovence še posebej relevantno. Ljubezen do ceglov je v Sloveniji zelo močna, na drugi strani pa je borza močno zapostavljena. Skupaj s strokovnjaki bo Max odkrival, kaj je bolj primerna naložba za naslednjih 10 let. Delnice ali nakup stanovanja. Poleg tega mu bodo uspešni vlagatelji zaupali svoje največje naložbene kikse, prisluhnili pa bomo tudi, kaj imajo zapovedati šefi borznih družb. Podcast Finance. Z vami je Tomi Gračanin. K vprašanju kupiti stanovanje v Ljubljani ali delnice na ljubljanski borzi se še vrnemo. V nadaljevanju poslušalce čaka tudi presenečenje vlagatelja Maxa, ampak najprej k osnovam. Veliko Slovencev ima precej pomislekov glede naložb na finančnih trgih. To so moji predsodki, ki sem jih imela, preden sem začela investirati. Jaz nisem študirala ne finančne matematike, ne ekonomije in moji predsodki v investiranju so bili, da jaz tega nikoli ne bom mogla početi, da je to nekaj, kar je omejen na nek višji sloj, kar jaz nisem in da je to seveda nek moški svet, kjer je prevladuje špekulacija in da jaz o tem ne vem dovolj, da bi se tega lotila. Tako se svojih začetkov spominja mlada vlagateljica Neža Molk, ki je danes ena najbolj kopiranih vlagateljic na priljubljeni platformi za vlaganje. Pomisleki o delniškem trgu v Sloveniji sicer temeljijo tudi na osebnih izkušnjah. Opekel se je tudi Matej Rigelnik, partner in izvršni direktor nepremičninske borzne družbe Equinox. Veliko ljudi se je opekalo, pa tudi jaz sem se na koncu opekel z delnicami Nove Kreditne banke Maribor in to je v Slovencih pustilo zelo negativno sled in pečat. Kljub grenki izkušnji slovenskih vlagateljev z delnicami NKBM je vlagatelj Max za svoj drugi nakup izbral prav slovensko bančno delnico. Marsikoga zmrazijo misli, da bi vlagal v delnice, kaj šele domače, kaj šele bančne. Ampak Max želi zanimiv svet borze približati slovenski javnosti in pokazati, da delnice niso prevara, kot se je po poku delniškega balona leta 2008 nekako usidralo v zavest naše družbe. Takrat naj bi se upeklo okoli 100.000 vlagateljev, za marsikatera pa je bila to celo prva borzna izkušnja. Zato je Max zavihal rokave in se poglobil v bančne izkaze in bilance stanja NLB. Nič kaj pretirano navdušenje nad posamezno naložbo je lahko tudi znamenje za dobro priložnost. V kombinaciji z visokimi obrestnimi merami se je to res izkazalo za odlično potezo. Nakup delnice NLB je Maxu prinesel 78% donos. Tudi Rigelnik je, kljub izkušnji z delnicami NKBM, ostal naložbeni domoljub. V letih 2015 oziroma 2014 ali pa 2013 se spomnite, takrat govora je bilo o tem, da bo prišla trojka v Slovenijo.
govora je bilo o tem, da bo v bistvu cel bančni sistem propadel in takrat se je država z tem nekimi ukrepi odločila, da bo kar pretežen del premoženja oziroma en del premoženja, ki ga je imela, pač privatizirala. Spomnite se Aerodrom, Alpetur, Žito, Pivovarna Laško. To so bile vse delnice, ki so bile takrat izjemno pocenjene in ki so seveda, ko so bile prevzete, pač ponudile izjemno dobro donosnost. Ne. Jaz seveda v teh naložbah, kar se tiče Slovenije, govorim že več kot, ali pa vsaj 15 let. No. Upozarjamo vlagatelje, da se seveda splača ozirati v tujino in gledati seveda naložbe v tujini, da pa so slovenske naložbe tudi izjemno dobre naložbe. Vrnimo se k Neži Molk. Kako je domnevna špekulacija in prevara postala naložbeni izziv? In tako sem eno deževno nedeljo začela razmišljati, začela malo brati o tem in bolj ko sem brala, bolj sem videla, da so vsi te moji predsodki nekako napačni. Vsaj večina njih, pač je še vedno večinsko moški svet, to je res, vse ostalo pa nekako ni držalo. Videla sem, da tudi jaz kot študentka biotehnologije z neki 100 evrov na računu od študentskega dela lahko odprem trgovalni račun in lahko investiram praktično kamorkoli hočem. Rigelnika k investiranju ni premamilo branje na deževno nedeljo, ampak film. Zdaj, kdaj se je ta prva želja po investiranju začela? Ko sem prvič videl ta Wall Street enko, se pravi, to je ta osnovni Wall Street Gordon Gekko, takrat so se mi te stvari toliko začele dopadati, da sem potem spremljal to veliko bolj podrobno. Prvo delnico, vem, da sem takrat fotra na žico, da mi je posodil nekaj denarja, je bila prevzem Pivovarne Laško oziroma prevzem Pivovarne Unijo strani Interbruja. To se spomnite, to je bilo konec 90-ih ali pa sred 90-ih. Mislim, da sem to zaslužil na tem. No. Tako se je začel, resno sem pa začel investirati potem leta 2008. In če se jaz spomnim teh korakov iz leta 2008, ko sem jaz prišel na Novo Ljubljansko banko, jaz sem imel pač, kako naj rečem, prvo stvar, ki sem jo naredil, ko sem se zaposlil, sem vzel potrošniški kredit, 15,000 evrov, se prav spomnim. Seveda vam to ne priporočam, da kot investitorji počnete, ampak jaz sem to takrat pač naredil. Zdaj pa vprašanje je še bilo, kam pa naj zdaj investiram. Najprej, ko sem začela, sem se malo začela spoznavati z izdelki, ki jih uporabljam vsak dan v življenju, kera so podjetja, ki stojijo za temi izdelki in storitvami, ki jih jaz uporabljam. Pri tem je pa prav prišlo malo tudi znanje iz faksa. Malo bolj sem začela poslušati profesorje, ki govorijo o biotehnoloških pa farmacevtskih podjetij in pa ratela sem malo bolj pozorna na to, kjera podjetja izdelujejo instrumente, ki jih uporabljamo mi v laboratoriju pri vajah. In s tem sem tudi začela svojo pot. Pravo presenečenje za novo pečeno vlagateljico pa je sledilo nekoliko kasneje. Po enem letu sem kar naenkrat dobila obvestilo, nekdo je začel kopirati moj portfelj. In to me je kar malo presenetilo, priznam, ampak se pa ni ustavil pri enem človeku. eToro je potem delil moj profil med ostale uporabnike in v zelo kratkem času sem dobila kar veliko kopircev. Tako, če damo v perspektivo, na tej najvišji točki me je kopiran moj portfelj več kot 5000 ljudi in to je bilo vse skupaj z več kot 5 milijoni dolarjev. Če vas zanima še več zgodb uspešnih vlagateljev, pa tudi njihovi največji kiksi, se prijavite na naložbeno konferenco vlagatelja Maxa, ki bo 27. novembra ob 17. na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Maxovi sogovorniki bodo tokrat med drugim Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe A, Matija Filiplič, partner v družbi Najsignifica, profesor Aljoša Valentinčič z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Boštjan Mencinger, izkušeni vlagatelj predvsem na Ljubljanski borzi. Vlagatelj Max poudarja, da gre za več kot projekt finančnega opismenjevanja. Ja, res je. V zadnjem času res spremljamo kupico projektov finančnega opismenjevanja, ampak to je precej široka tema, ki zajema vse od družinskega proračuna do razumevanja obrestnih mer. Vlagatelj Max pa gre tukaj še korak dlje, saj se ukvarja z borznim opismenjevanjem, torej razumevanjem delovanja borz in sprejemanja premišljenih naložbenih odločitev. Poleg tega se Max pojavlja v prvi osebi, ima svojo karikaturo, tako da se lahko ljudje, za razliko od ostalih finančnih vsebin, z Maxom veliko lažje poistovetijo in se na ta način približajo borznemu svetu. Spomnimo, vlagatelj Max je za poslušalce tega podcasta v nadaljevanju pripravil posebno presenečenje. Najprej pa k osrednji temi naložbene konference.
Če ima Slovenec denimo 100 000 evrov in jih želi donosno naložiti, se bo večina odločila za nakup nepremičnine. Pa se nakup stanovanja v Ljubljani res bolj izplača kot nakup delnic na Ljubljanski borzi? To smo pred kratkim preverili v reviji Moje finance. Članek izhaja iz ugotovitve, da bo v gostilniških debatah naložbo v ljubljansko stanovanje vedno premagala delnice. Zakaj je temu tako, smo vprašali soavtorja analize Jurija Šimca. Enostavno zato, ker nekako v splošni javnosti velja, da so pač nepremičnine najboljša naložba. Slovenci smo na nek način kar malo obsedeni z nepremičninami, tudi mislimo, da o njih vse vemo. In zato mogoče tudi včasih spustimo kakšno priložnost, ki pa se pojavi v kakšnem drugem naložbenem razredu, recimo na delnicah. Avtorja sta primerjali naložbi v stanovanje in delnico Krke. Zakaj ravno Krke? Krka je na nek način simbol uspeha v Sloveniji, velja za izjemno uspešno podjetje. Krka ima tudi največ malih delničarjev med slovenskimi borznimi družbami in zato smo rekli, vzemimo Krko. Krka izplačuje tudi stabilne, že 25 let povečuje dividende, zato smo se odločili za Krko. In kaj pravi analiza, kdo je zmagal? Zmagovalec na koncu je Krka, ampak razlika ni tako velika, kot bi si morda kdo mislil. To analizo sva s kolegom Ugovškom delala v začetku poletja, takrat so bili na voljo mogoče malce bolj omejeni podatki iz nepremičninskega trga. Skratka, vzela sva za izhodišče 31. marec 2014 in 31. marec leta 2024. V tem obdobju ljubljanska stanovanja so se podražila za približno 100%, delnica Krke pa za 110%. Seveda ni vse v razliki v ceni. Z kolegom Ugovškom sva upoštevala tudi dividende, ki jih je v tem obdobju izplačala Krka, in tega je bilo kar precej. Na drugi strani pa sva predpostavila pri stanovanju, da je kupec stanovanja tega oddal v najem, torej je bil deležen dohodkov iz najemnin. Kaj pa bi pokazal izračun, če bi se odločili za kakšno drugo delnico z Ljubljanske borze? Seveda, o tem sva tudi razmišljala. Jaz sem zbral približno zadnje podatke. Zelo veliko je odvisno od tega, za katero delnico bi se odločili. Če pogledamo recimo delnico Petrola, je naredila upoštevajoč dividende približno toliko kot Krka. Cinkarna, Celje in Sava Re sta naredili še nekaj več, seveda predvsem Cinkarna na račun zelo visokih dividend, ki jih je izplačevala v zadnjih letih. Imamo pa na drugi strani tudi kakšno delnico, ki je naredila bistveno manj, recimo ena od teh je Telekom Slovenije. Zakaj je pomemben faktor pri naložbah tudi reinvestiranje? Pri delnicah je zadeva relativno enostavna. Enkrat letno v Sloveniji dobite na svoj račun izplačane dividende in te lahko zelo enostavno na novo vložite v delnice. Postopek nakupa je povsem enostaven, lahko se tudi odločite, da boste del pobrali na osebni račun ali pa, kot rečeno, namenili nakupu novih delnic. Pri stanovanjih je zadeva mogoče malce drugačna. Prihodki iz najemnin letni vam ne bodo omogočali nakupa novega stanovanja, vam pa mogoče lahko omogočajo nakup recimo kakšne manjše naložbe na nepremičninskem trgu, kot je recimo garaža. Ampak v vsakem primeru te prihodki iz najemnin niso tako visoki, da bi omogočali relativno lahko reinvestiranje. V poletni analizi financ je torej zmagala delnica Krke. Kakšne pa so napovedi za naslednjih 10 let? Z napovedmi je vedno tako. Kristalne krogle nihče nima. S kristalno kroglo ali brez nje se bo o dilemi nakupa stanovanja v Ljubljani ali delnic na Ljubljanski borzi Jurij Šimac na naložbeni konferenci vlagatelja Maxa pogovarjal z Blažem Hribarjem, članom uprave pokojninske družbe A, in Matijo Filipličem, partnerjem v družbi Naj Significa. Podcast Finance. Vlagatelj Max sicer ni izvirna slovenska iznajdba. Starejšega sorodnika ima v Estoniji. Pred 22 leti so se novinarji časnika Arjapel, ki je sicer sestrski medij Financ, odločili, da ne bi radi o naložbah le pisali,
temveč tudi imeli neko odgovornost za besede, ki jih izrečejo, zapišejo, da bi imeli tako imenovan skin in the game. Novinarji so v upravljanje prejeli 60 000 evrov, glavno ime projekta pa je bil namišljeni investor Thomas. Danes je njihov portfelj vreden več kot 600 000 evrov. S tem so dosegli boljši donos kot katerikoli profesionalni upravljalec v Estoniji, prekašali so vse glavne borzne indekse. Na ta način so dokazali, da je lahko pri vlaganju uspešen prav vsak, tudi če ni profesionalec. Kaj je bila naša osnovna zamisel? Bili smo prepričani, da, kot je rekel Peter Lynch, eden najbolj znanih vlagateljev na svetu, lahko vsakdo upravlja denar enako ali celo bolje od poznavalcev z Wall Streeta. Investor Thomas nas je obiskal na spomladanskem pikniku vlagatelja Maxa. Tam je bil tudi finančni minister Klemen Boštjančič, zato smo ga vprašali, kakšen je njegov portfelj. V bistvu precej pestro. Moram reči, da sicer nisem zelo aktiven, pa temu primerno tudi portfelj zgleda, ampak imam nekaj delnic slovenskih in tujih. Seveda sem kupil tudi tole našo ljudsko obveznico. Imam tudi nekaj kriptovalut. Nikoli pa nisem bil tako aktiven investitor ali pa da bi v bistvu na nekem dnevnem, tedenskem, mesečnem nivoju kupoval in prodajal, ampak sem kupoval tiste stvari, za katere verjamem, da jo na dolgi rok rasle. Minister Boštjančič očitno ni tako zagnan vlagatelj kot investor Thomas, vendar pa želi Slovence prepričati, da denar namesto v banke in nepremičnine vložijo na trg kapitala, predvsem v slovenske delnice. Zato na finančnem ministrstvu snujejo predlog o tako imenovanih individualnih finančnih računih za male vlagatelje in s tem povezanih davčnih odpustkih. Torej, gre pa za idejo, da za nek omejen obseg in za neko časovno obdobje, ki bi bilo daljše, mi se zdaj govorimo recimo o 5-letnem obdobju, ker bi vsako leto bilo zgornja omejitev, koliko lahko vložiš. Bilo bi noter tudi znotraj tega, seveda ker želimo zasledovati ali pa pospeševati posredno tudi slovenski trg, bo skoraj sigurno neka omejitev, koliko mora biti minimalno slovenskih vrednostnih papirjev. In seveda, da bi se v tem krogu, recimo, kdor bi ostal noter 5 let, da bi bilo potem ideja je ta, da bi bile kakršnekoli zaslužki, dividende bi bili neobdavčeni. Tako da, stvar je precej daleč, tako da jaz verjamem, da je to, mislim, v resnici jaz ga vidim kot enega ključnih projektov, ki upam, da dejansko ga bomo naslednji let dali ven. Tudi brez državnih spodbud pa na slovenske delnice stavi rigelnik. Če pogledate zdaj trenutna sestava mojega osebnega portfelja, to ne govorimo o nobenih podjetjih, ki so tako ali drugače povezane z mano, ampak portfelja, ki je v moji osebni lasti, se pravi v lasti Mateja Rigelnika, je Luka Koper največja naložba, Krka, Messer Technogas, NLB, potem ostale verjetno bolj ali manj poznate, ampak so ali bolj ali manj eksotične zadeve, ampak je portfelj relativno bolj razpršen, kot je bil, še vedno je pa nadpovprečna izpostavljenost do posamičnih naložb in predvsem do naložb v Sloveniji. Ne? Portfelj Neže Molk je precej drugačen. Zato imam zdaj tudi manj pozicij v svojem portfelju. Največja je Amgen. Amgen je biotehnološko podjetje in ga imam že kar nekaj časa. Sem ga tudi, z veseljem analiziram podjetja iz svoje stroke in tudi Amgen je en del tega, kot pa verjetno tudi veste, je trenutno biotehnologija in farmacija ena izmed vročih točk na borzi, tudi zaradi tega, ker zdaj razvijajo ta zdravila za izgubo teže, tukaj sta seveda Novo Nordisk in pa Eli Lilly v ospredju. Amgen pa tudi ni toliko zadnji, on ima tudi zdravilo v razvoju, trenutno v 2. klinični fazi in če bo šlo tako naprej, računam, da bo tudi to kmalu na trgu. Poleg biotehnoloških podjetij imam pa tudi sem tudi v drugih sektorjih, kot je na primer tehnologija, energija, razno potrošniško blago. Mi je pa zelo pomembno res poznavanje industrije, v katero investiram. Nekateri vlagatelji pa stavijo na start-upe, saj upajo na visoke donose. Svoj pogled na delnice hitro rastočih podjetij nam je predstavil Sebastian Trepča, programer, javnosti znan po uvrstitvi na lestvico najbogatejših. Trenutno mislim, da sem prej gledal, da je Nvidia pre-market je bil skok večji, kot je cel Intel. In je, mislim, trenutno, kako meni deluje, da se prodaja zelo veliko lopat, ni pa to koliko zataše, najdem ga z njimi. In
nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Ampak zgodovinsko gledano, ponovadi te stvari počnejo na začetku, pa spet pridejo. Naraven cikl kapitalizma, bi rekel. Na katere delnice pa stavi vlagatelj Max? Največjo pozicijo trudno predstavlja naložba v delnico Microsofta, sledita pa delnici Apple in NLB. Trenutno je Max s svojim portfeljem ustvaril 23% donos. Koliko donosa pa je ustvaril eden od naših sogovornikov? Iz tega se je nabral, jaz sem začel z nekim kapitalom približno, se ne vem koliko, takrat 2008, ne vem, 30, 40, 50 tisoč evrov. In če potegnete to vse skupaj, je to nekje čez palc ocenjeno moje premoženje, ki sem si ga pač sam nekako zračunal. Približno 1,5 milijona evrov je v nekih vrednostnih papirjih, delnicah, pretežno delnicah in cirka tak znesek še v nepremičninah. Se pravi 50% v nepremičninah, 50% pa v nekih delniških naložbah. Tako da celotna vrednost portfelja skozi to zgodbo, ko sem jo predstavil, seveda še, kar sem jaz tekom let navrčeval, nekaj sem, pretežni del donosa pa je bil ustvarjen z samimi delniškimi naložbami in pa s vsem tem, kar sem vam predstavil, je v rangu števila 3 milijone evrov. Ne? Ni slabo. In sedaj še presenečenje vlagatelja Maxa. Upamo, da smo s tem podcastom koga vzpodbudili k vlaganju. Zato vlagatelj Max prvim 10 poslušalcem, ki bodo poslali e-poštno sporočilo, ponuja brezplačno vstopnico na naložbeno konferenco vlagatelja Maxa. Pošljite svoje kontaktne podatke na vlagatelj.max@finance.si. Torej, 10 brezplačnih vstopnic za naložbeno konferenco vlagatelja Maxa za prvih 10 poslušalcev, ki nam bodo pisali na vlagatelj.max@finance.si. Za konec pa še en namig vlagatelja Maxa. Vlaganje je lahko na trenutke zelo osamljeno. Prebiraš poročila, spremljaš rezultate, sploh pa se danes večinoma to odvija z računalnikom. Max želi pokazati, da vlaganje ni nekaj suhoparnega, ampak je lahko tudi zabavno. Na preteklih Maxovih dogodkih smo lahko to tudi zares občutili, saj se je videlo, da obstaja kar nekaj vlagateljev, ki imajo željo po tem, da delijo svoje mnenja in izkušnje. Ekipo tokratnega podcasta sestavljajo vlagatelj Max, Blaž Abe in Jure Ugovšek, Tomi Gračanin, Maj Straus, Peter Frankl, Mladen Mikovič in Jasna Špende. Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodaja